Vijoličasta odprava v Beleku šteje 3 nove člane. Dalibor Volaš, Argus in Dragan Jelič so v poznih četrtkovih večernih urah dopotovali v mariborsko pripravljalno bazo ter se pridružili soigralcem. Za Volaša in Jeliča že velja isti program kot za preostale člane moštva. Argus pa mora najprej v oskrbo fizioterapevta po težavah s kolenom in je uvodne aktivnosti opravil v fitnesu. Dan v Turčiji se je začel z dopoldanskim treningom v dežju, ki ni ponehal niti do popoldanskega termina druge pripravljalne preizkušnje med bivanjem v Turčiji. Tokrat je šlo za prvo tekmo turnirja s soočenjem z Lokomotivo iz Plovdiva. Prvi udarec v okvir gola beležimo z mariborske strani. Cvjanović proti desnemu kotu, vratar Pavlovs je žogi preprečil pot v mrežo. Je pa za golovo črto končala med naslednjo akcijo nogometašev bolgarskega prvoligaša, ko je Da Silva v kazenskem prostoru neoviran prišel do soočenja s Handanovićem in poslal žogo v levi spodnji kot. Po vodstvu Lokomotive se je zvrstilo še nekaj akcij slovenskega prvaka, vendar brez želenega zaključka. Mezg je poslal predložek v kazenski prostor do Velikonje, ki pa z glavo ni uspel spraviti žoge do cilja. Bolgarski vratar je pozorno spremljal vse udarce z razdalje in ni dovolil presenečenja o poskusu Ibrahimija z roba kazenskega prostora. Brez uspeha pred odmorom ob preizkušanju udarca tudi Mezga. In v naslednji akciji še Cvjanović. Tekma je po programu strokovnega štaba še vedno sodila med tiste uvodne z delitvijo minutaže. Drugi polčas je tako na mariborski strani začelo 10 novih nogometašev. Bolgari so nadaljevali v isti zasedbi in posegli po menjavah šele v zaključnem delu dvoboja. Vmes je spremenjena vijoličasta zasedba skušala priti do izenačenja, tudi iz prekinitev, obakrat v vlogi izvajalca Milec, vendar je zmanjkalo natančnosti. Konkretnejši so bili igralci iz Plovdiva in to se jim je obrestovalo z zmago. Radan, ki je dobil priložnost v drugem polčasu, je ob udarcu Da Silve dobro posredoval, toda v nadaljevanju akcije po predložku s kota je za končni rezultat poskrbel Jordanov. Čeprav so se v zadnjih minutah zvrstili še nekateri obetavni napadi, je ostalo pri 2:0 za Lokomotivo. Tudi po tej priložnosti Rodriguesa, ki je neoviran prišel do soočenja z Radanom, nameril pa mimo desne vratnice. Bolgarska mreža se je sicer zatresla v končnici, vendar je bil zadetek razveljavljen. Po udarcu Lesjaka z 20 metrov je vratar žogo odbil do Volaša, ki jo je spravil v mrežo, a so se oglasili sodniki in označili, da je prvi mariborski strelec z jesenskega dela sezone v prepovedanem položaju. Tako je, tudi ta tekma je dala kar nekaj odgovorov na to, kar delamo. V principu je bila zelo dinamična, dobra, živa tekma, v kateri so fantje dobili popolčas na razpolago. Namen je bil, da igramo zelo živo, da poskušamo vseh 45 minut dominirati, igrati v visokem ritmu. To smo tudi naredili, velikokrat uspeli dobro kombinirati, vendar nažalost nismo uspeli zadeti. Dobili smo 2 zadetka, enega v enem prvem polčasu, enega v drugem. Jasno je, da si to v bodoče ne želimo, vendar je na tej tekmi bilo kar nekaj dobrih stvari, tako da enostavno bo potrebno nekaj popraviti in pa iti po tem načrtu, katerega imamo. V nedeljo sledi za NK Maribor še test številka 3 v Beleku. V tekmi za 3. mesto proti poražencu drugega tekmovalnega para Hajduk Split Vaslui. Dvoboj s romunskim predstavnikom se bo začel ob 14. uri.